Nastajajo zamude pri gradnji tretje razvojne osi. Na zahtevo največje opozicijske stranke SDS bodo popoldne o tem razpravljali na nujni seji Državnozborskega odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Zdaj je namreč že jasno, da hitra cesta od Šentruperta do Slovenj Gradca ne bo zgrajena v roku, torej do konca leta 2027. Iz vrst SDS-a prihajajo sporočila, da je Golobova vlada pozabila na Korošce. Čeprav so zaradi zamud razočarani tudi v koalicijskih vrstah, pa menijo, da SDS zadevo zlorablja za politična obračunavanja. Medtem v Darsu, ki po volitvah ni doživel zamenjav v vrhu in je, če poenostavimo, še naprej v rokah Nove Slovenije, opozarjajo na zapletene, nerazumno dolge postopke pridobivanja soglasij in dovoljenj. Se pravi novelacija projektne dokumentacije. Potem imamo spremenjene projektne rešitve, kar tudi potegne za sabo določen čas. Usklajevanje projektnih rešitev z nosilci urejanja prostora. Teh je eno veliko število. Prišlo je do sprememb kart poplavne in erozijske ogroženosti. Zato bodo na ministrstvu podrobneje spremljali projekt in vzpostavili stalno koordinacijsko skupino za vsa vpletena ministrstva. Ki bomo, rečemo redno, vsake 3 mesece spremljali, če se kje stvar zatika. Severni del tretje razvojne osi, ki jo Koroška in Šaleška regija težko pričakujeta, poteka od avtoceste pa vse do Avstrije. Tudi župani so nestrpni in pričakujejo ukrepanja ob morebitnih zamudah. Se bomo verjetno, jaz upam, vozili do Slovenj Gradca po tej hitri cesti nekje v letu 2028. Nas pa še čaka odsek Slovenj Gradec, Otiški vrh in Otiški vrh Holmec. Bo torej cesta zgrajena še v tem desetletju? Bo zgrajena še v tem desetletju. Bo. Na Darsu vztrajajo, da pri njih delo poteka intenzivno, da zamud pa prihaja večinoma pri pripravi dokumentacije in ne na terenu. Projekt je bil sicer že 2-krat zamaknjen, nova časovnica bo znana prihodnji mesec.